Tamburaška glasba in orkestri v Sloveniji še niso dosegli vrhunca, kar je dobro, je pa ljubiteljev in navdušencev nad to zvrstjo vse več. Eden izmed njih je zdaj tudi ob meni, Igor Robar. Dobro jutro želim. Dobro jutro tudi vam. Velikokrat govorimo o tem, da pri nas tamburaški orkestri nimajo tradicije, pa zgodovine in še ne vem kaj. To bova danes, se mi zdi, demantirala in to celo z dokazi. Tako je, tudi v naši sredini, se pravi v Trničah na Dravskem polju, je deloval tamburaški orkester in sicer med obema vojnama svetovnima. Bilo je kar nekaj tamburašov, s seboj sem prinesel tudi eno sliko, ki jo... Eno črno-belo fotografijo se mi zdi, da je edina, ki se ohranja iz tistega časa. Tole sliko smo našli pred 2 letoma in potem smo začeli raziskovati in ugotovili, da je to tamburaško skupino vodil en Josip Kalčič, ki je kasneje delal tudi kot kulturni delavec v Beogradu, bil je celo urednik glasbenega programa Radio Beograd. In v bistvu potem pa je to tamburaštvo na Dravskem polju, to je ta fotografija, to smo jo le dočakali. Tako, gospod Sredini je ta vodja, gospod Kalčič. In potem je v bistvu vse to zamrlo na Dravskem polju, ne? Ja, res je. In zdaj se ponovno začenja neke vrste preporod. Ali sem preveč... Ne, kar dobro ste to ugotovili. Mi smo v bistvu nekaj časa sanjali o tem, da bomo spet ustanovili tamburaško skupino, no od tega je zdaj že 12 let. Takrat smo uspeli kupiti nove inštrumente in smo se spravili k delu. To kupiti nove inštrumente, to ni tako, kot greš v kakšno glasbeno trgovino in rečeš, jaz bi imel klasično kitaro, pa ti dajo tam 10 vrst, ne? Malce teže je to. Malo teže, ne? V Sloveniji se sploh da kupiti takšno tamburo, kot jo imate danes zraven v Sloveniji? V Sloveniji se da kupiti tamburo, jaz mislim samo v eni glasbeni trgovini v Mengšu. Drugače, izdelovalec tambore v Sloveniji je samo gospod Zaletel, ki je sicer veliko bolj znan po svojih kitarah. Kako pa sicer dobite, kupite? Ja, potrebno je iti v tujino, se pravi na Hrvaško, mogoče v Srbijo, tam pogledati, bom rekel, med različnimi izdelovalci se odločiti in kupiti. Kupiti, ne? To je to. Koliko vrst obstaja tambor? No, tale tambora se imenuje Brač. Je to po otoku mogoče? Ne. V bistvu je dobila poimenovanje, Srbi rečejo temu Bas Prim, ampak na enem simpoziju leta 1958, to je bil prvi simpozij bivših jugoslovanskih republik, kar se tiče tamburaške muzike, so definirali, da se bo reklo najmanjši tambori Bisernica, drugi najmanjši Brač. Največji? Ja, največji je pa Berde. Tamburaški bas. Kot kontrabas, ne? Tako, razlika je s tem, da ima prečke. Seveda, tudi zadnja leta se kar nekaj dogaja na tem področju, celo note se da dobiti, celo, to je ena iz leta 2012 celo, kar se bo prinesli. Tudi Slovenci smo, bom rekel, na začetku 20. stoletja imeli skladatelje, ki so se ukvarjali z pisanjem glasbe za tamburaške sestave. En od takih je bil Vinko Vodopivec, no njegova dela je pa zbrala Neža Žgur iz Vipave. Vi veliko hodite, pa leta 2011 ste bili na enem, kako že pravite? Bili smo na enem tamburaškem festivalu. Bom rekel, mi smo začeli hoditi. Drugi tamburaški sestavi pa že mogoče dlje časa hodijo. Recimo, bolj znani so v Beli krajini, tudi v Vipavi so že vipavski tamburaši so že večkrat bili na teh festivalih, ki se redno dogajajo. In lansko leto, 2013, proti koncu leta, oziroma na sredini leta avgusta, ne? Ne, mi smo bili 2013 oktobra v Novem Sadu. V Novem Sadu, ne? 2011 smo bili pa v Starčevem. Tam ste skovali tudi nekaj prijateljskih vezi.
Ja, Je to kar gre z lahkoto, jaz igram brač, ti igraš brač, ne bova skupaj. Seveda, mi smo se zelo vklopili v to tamburaško srenjo in seveda se pogovarjaš, kaj pa ti igraš, od koga imaš tamburo, si zamenjamo, probamo malo drugo, ne, in izmenjamo izkušnje, naslove. Zdaj je to lahko, zdaj dela, ne vem, internet dela čuda, pa se v bistvu ta prijateljstva spletejo ali virtualno, bodi si virtualno, na takih festivalih pa celo se spoznaš, ne. Kako so vas poslušali Slovence, ko ste igrali njihovo glasbo? Oni so se praktično rodili s tamburo v zibelki, ne? Ja, na to so me opozorili pred samim festivalom, da je občinstvo v Novem Sadu zelo odprto, se pravi zelo široko in dejansko nismo imeli prav nobenih problemov z tem sprejemanjem. In logična posledica vašega prijateljevanja, ne, s temi novosadskimi tamburaškimi orkestri je tudi koncert zasedbe Zorule, ne, ki bo 25. januarja, to je v soboto ob 19. v športni dvorani v Staršah. Naj omenim še to, da v zadnji uri bomo podelili kar 4 vstopnice za ta koncert, tako da takrat se pripravite pri nagradni igri, da boste poklicali. Kdo so oni in kako dobri so oni? Zorule so manjša tamburaška zasedba, se pravi 7 vrhunskih glasbenikov, to moram poudariti, ki igrajo vse. Od Mozarta, Chopina, Bacha do dejansko njihove izvorne muzike. Vse to bo moč slišati. Dejansko oni tudi spremljajo Đorđeta Balaševića, tako da to pove vse. Torej vsi vabljeni na koncert, obvezno ga je treba slišati. Hvala, Igor, za obisk in dober koncert želim. Hvala vam za povabilo.